Nocoj nas je zbrala, in to v lepem številu, moram priznati, prav posebna knjiga. Knjiga pogovorov, ki jih je literarni zgodovinar France Pibernik zapisal po večkratnih srečanjih z Antonom Drobničem med junijem in oktobrom 1998 in je nedavno izšla pri založbi Družina. Ampak pravzaprav se nas ni zbrala ta knjiga je povod. Ne. Zbral nas je njen osrednji lik, mož neuklonljivih ramen, kot Antona Drobniča odlično opisuje ta knjižni naslov. Kdo je bil ta mož neuklonljivih ramen? Tukaj ste ljudje, ki ste gospoda Antona Drobniča dobro poznali, pa vendarle, ne? Neka kratka biografska skica je mogoče vendarle potrebna. Torej, rojen je bil leta 1928 v vasi Hudi Vrh na Blokah, v številni družini. Tudi v njegovo najstniško življenje, kot vse takrat, je zarezala ostro italijanska okupacija in potem zelo hitro tudi že revolucija. In prav te tragične izkušnje z revolucionarnim nasiljem na Notranjskem so ga privedle k odločitvi, da je jeseni 1944 s ponarejenim rojstnim datumom vstopil med domobrance in potem, tako kot tudi dočakal konec vojne na položaju in se potem kot vojak Slovenske narodne vojske pred komunističnim nasiljem skupaj s soborci umaknil na Koroško, bil vrnjen. Kot mladoleten je potem preživel grozote uničevalnih komunističnih koncentracijskih taborišč. Seveda zaradi mladoletnosti je dočakal amnestijo in se vrnil domov. Mimogrede, knjiga je polna natančnih spominov. Edina bela lisa v spominu je njegova vrnitev domov, ko pride iz ujetništva. Ne? To pomeni, kako je bil izčrpan, kako je bil popolnoma na tleh in je zresetirati se na nek način mogel. To je ena taka zanimiva podrobnost iz te knjige, ker prosto se ne spomni, kako je prišel domov. Ne. Dobro, gremo naprej. Ima prepoved šolanja in leta 1946 potem stopi v ljubljansko klasično gimnazijo. Pomemben dogodek že zaradi tega, ker tam v razredu spozna svojo bodočo ženo Lidijo. To je zelo pomembna okoliščina, ampak dobro, bomo potem mogoče se še dotaknili. In z njo in še z nekaterimi drugimi prijatelji oblikuje skupino demokratično mislečih mladeničev in mladenk, dijakov, ki želijo z nenasilnim uporom, z miselnim naporom pomagati ustvarjati ozračje neke demokratične družbe, so odkriti ali izdani. In oba, Anton in Lidija, se znajdeta v zaporu, to je poletje 1949, gospa Lidija, kasnejša žena, pride v Fredrenk na Kočevsko, gospod Tone po nekih ovinkih tudi kasneje na Kočevsko, v Reindl, tako rekoč v istem kraju sta zaprta, samo ne sočasno. Ko se vrne iz te odiseje političnega zapornika, nadaljuje dijaško izobraževanje, to je spet fenomenalno, vrne se in naredi razredne izpite tako rekoč tako, ne. Naredi maturo in se vpiše potem lahko na pravno fakulteto. Na pravni fakulteti, dobro, znova digresija na knjigo, po pomoti bi ga skoraj da poslali na Udbojsko pravno fakulteto v Beograd, ne? To pomeni, da Udbo ni vsega vedela. Ne? Te drobce, zato sejem vmes, da boste videli, kaj vse je v tej knjigi notri in kako bi se lahko ta biografska skica čisto drugače lahko odvijala, pa jo moramo hitro iti naprej. Diplomira 55, naslednje leto se zaposli v zavarovalništvu, kjer vztraja nekako do srede 70 let, ko se po moji presoji naveliča tiste samoupravljavske latovščine, eksperimentov, tozdovskih in raznih in potem odide na svoje v advokaturo skupaj z ženo Lidijo in delata do leta 90, ko pa pride v položaj, ko mu je ponujena neka možnost ne po lastni ambiciji, ne po lastnih željah, ampak iz pokorščine do demokratičnih vrednot sprejme ponudbo za to, da postane prvi generalni državni tožilec samostojne, kasneje samostojne, takrat demokratične po volitvah Slovenije. In potem sledi 8 let dela na tem položaju, 8 let, ki jih bomo potem tudi skozi pogovor osvetljevali,
In po koncu tega dela se bolj angažira v Novi slovenski zavezi, o čemer bomo tudi še govorili. Vmes so nastali ti spomini, ki so obtičali v predalu in zdaj so pred nami. In pred nami je zgodba izjemnega človeka, ki jo bomo poskušali še dodatno osvetliti z dvema izjemnima sogovornikoma, ki sta vsak na svojem področju bila tesna Drobničeva sodelavca in tudi naslednika. Gospa Barbara Brezigar je bila z njim na tožilstvu od vsega začetka res najtesnejša sodelavka, tudi ko se je ustanovila posebna skupina za posebne naloge, posebno zahtevne naloge tožilska, je gospa Brezigarjeva bila tako rekoč prva, ki je rekla, da bo pristopila v skupino. In kasneje je bila tudi ona generalna državna tožilka v letih 2005-2011, če se prav spomnim, po tisti epizodi z Zdenko Cerar. Gospod Peter Sušnik pa je prav iz rok gospoda Antona Drobniča leta 2013, če se ne motim, prevzel vodenje Nove slovenske zaveze, tako da bomo tudi o tem potem lahko kaj govorili. Ampak da najprej vstopimo v to zgodbo osebno, ker vendarle je to knjiga nekih osebnih spominov, kako se spomnita, če se seveda spomnita, prvega srečanja z Antonom Drobničem, kako se vam je vtisnil v spomin in kako ste ga doživela ob tem prvem srečanju? Če lahko jaz začnem. Prosim. Jaz gospoda Drobniča pred tem, preden je postal generalni državni tožilec, osebno nisem poznala. Vedela sem, da je odvetnik, nisem ga srečevala na sodišču, srečevala sem na sodišču gospo Lidijo, ki je imela več kazenskih zadev, njegovo ženo, ki je imela več kazenskih zadev, on pa v kazenskih zadevah ni nastopal, tako da sem ga v bistvu poznala samo na videz. Poznala sem njegovo ženo, za katero sem takoj vedela, da je taka zelo odločna in fejst gospa. Takoj sem imela v njej zelo dobro mnenje. Prvič pa mislim, da sem gospoda Drobniča srečala na nekem kolegiju na Vrhovnem državnem tožilstvu. Jaz sem bila takrat še državna tožilka na prvi stopnji, nisem bila še na Vrhovnem tožilstvu, ampak gospod Drobnič je rad povabil tiste, ki so delali tako rekoč v proizvodnji, ki so se s kriminalom borili neposredno na te razne sestanke, kar je že takrat kazalo na to, da pravzaprav razume, kje so problemi. Takrat smo izgubili zadevo Grubelič, če se kdo še spominja. To je bila ena taka velika goljufija, prišlo je do oprostilne sodbe. Jaz sem bila zelo, zelo razočarana, taka zagnana mlada tožilka sem bila še takrat. Ni mi bilo enostavno jasno, kako je to mogoče. In takrat sem jaz prvič z gospodom Drobničem res veliko govorila. Pogovarjala sva se o tej zadevi in bila sem zelo presenečena, ker ni preverjal, ali imam prav, on je verjel. Zaupal je svojim ljudem in to sem pri vsaki drugi situaciji občutila. To je ena njegova osnovna poteza bila, ki je mene res izredno pritegnila, ker je zaupal ljudem, s katerim je delal. Prišel je na tožilstvo, kjer so bili praviloma, kar se tiče svetovno-nazorske opredelitve, ljudje z nasprotnega pola. Torej, nobenemu od teh ni pokazal, da ga kakorkoli podcenjuje. V vsakem je pač iskal tisto pozitivno in vsakemu je zaupal. To se mi je zdela ena taka prvi vtis in njega sem imela ves čas nekako sporedno s svojim očetom za neko tako očetovsko podobo. To je meni do danes ostal. In zato sem tudi z tega čisto osebnega vidika zelo vesela, da je ta knjiga izšla, ker namreč v njej so zadeve, s katerim sem se z gospodom Drobničem pogovarjala, so zadeve, katere nam je samo
po vrhu omenil, pa smo vedeli, da so veliko bolj globoke, pa so tukaj opisane in jih zdaj tudi sama veliko bolje poznam, kot sem jih takrat. Tako da je to eno zelo zanimivo branje in to, kar je gospod Sušnik mislim, da ste v časniku zapisal nekje, da bi moral biti to, da bi to o tem morali učiti dijake. Absolutno se strinjam. Torej, to je en tak pozitiven človek, brez predsodkov in to je moj dejansko bil že prvi vtis v njem, ki se je potem samo še potrjeval. Gospod Peter, vaše srečanje? Ja, je težko opredeliti prvo srečanje. Ne? Mi že z družinskih razlogov je družina Drobnič bila nam znana. Ne bom rekel, da smo prijateljevali, ampak z mojim stricem pa starimi starši so se poznali in nekako to je nekje v teh krogih tudi iz iste župnije izhajava sva eno drugem vedela, bila sva znanca tudi tam okrog SKD, je nekako bil on aktiven, gospa Lidija je bila aktivna, tako da nam je bil znan ali pa sva si bila znana. Prvo tako resno srečanje vsebinsko je pa gostil Pop TV, ko smo imeli neko omizje, ki danes ostaja verjetno zelo zanimivo tudi za kakšen arhivski ogled, kjer je bil gospod Drobnič povabljen, pa pokojni Načkov Perko, pa gospa Zdenka Cerar in smo imeli še Rankega Janeza Stanovnika in še marsikoga drugega od takih, ki bi jih danes težko skupaj spravil v isti prostor in je bila dokaj vroča debata. In tam smo odprli neke tudi vsebinske razprave po oddaji, kjer sva prvič govorila precej dolgo v noč po tistem, ki je bilo vsega konc. Tako da iz tistega obdobja se jaz spomnim, da pravzaprav sem videl v drugačni perspektivi nekoga, ki smo ga poznali iz župnije kot relativno trdnega družinskega očeta, kot zvestega katoličana, kot neko trdno oporo svoji gospe, kot nekega predanega moža tudi politiki in pa svojemu poklicu. Ne. Ampak to je pa nekako tudi vse, ker vendarle je znal ločiti svojo siceršno družbo od teh pogovorov in od družinskih in nekje je živo to življenje relativno zadovoljno. Tako da strok in sicer zelo trden mož, ampak istočasno mehkega srca in pa izjemnega uma. Predvsem to se kaže zdaj skozi spomin, ki je tukaj, ampak tudi sicer je imel eno tako široko razmišljanje o vsaki temi. Ne. On ni zahajal tako v globino, ampak je šel najprej v širino, pa šele potem v globino, zato ker je rekel, tukaj ni samo vse treba fokusirati, je treba širšo sliko vedno gledati. Tako da to so spomini. Omenili ste medije, ta medijski nastop na Pop TV, pa čisto tako me zanima. Mediji so o njem ustvarili neko podobo trdega, celo zadrtega moža. Koliko so je dejansko skladala s tem, kar sta vidva doživljala skozi ta osebne srečanja? Že vi ste rekli, izjemno zaupanje, tudi do ljudi drugačnega prepričanja. Na tožilstvo, kot vemo, ko je on prišel, so bili vsi tako rekoč člani Zveze komunistov. Kot sam pravi, je marsikdo bil potomc udbovskih družin, mogoče celo kdo iz vrst Udbe in vendarle on odprto nastopi do teh ljudi. Zanimivo skozi knjigo, večkrat, ko se srečuje z ljudmi, ki so mu nasprotni, ampak če mu pokažejo do njega korekten odnos, kolikokrat reče, sijajen fant, sijajen možakar, ne? Zna pohvaliti ljudi druge vrste, mislim, nikakršen revanšist ali karkoli podobnega. To meni, kako sta videla na eni strani medijsko podobo, ki se je ustvarila o njem, in pa resnično podobo, ki sta si jo oblikovala skozi osebna srečanja, strokovno delo, razprave o preteklosti in prihodnosti? Ja, medijska podoba je bila nekaj povsem drugega od realnosti. Mislim, da je to vsem tistim, ki smo gospoda Drobniča poznali, vsaj približno, popolnoma jasno. Sama se spomnim enega dogodka, potem ko je gospod Drobnič ustanovil skupino državnih tožilcev za posebne zadeve, ko so me prišli, ne vem več z katere televizije, novinarji intervjujati v zvezi s tem in ko so vsi natolcevali, kako se je to neka posebna skupina, ki bo zdaj posebej preganjala samo določene ljudi in tako naprej. In je takrat, ko sem jaz argumentirala,
kako je to vse skladno z zakonodajo, nič posebnega in da pač razviti in demokratični svet gre v to smer in da smo pravzaprav mi po zaslugi gospoda Drobniča na začetku, med prvimi, ki smo to začeli delati, celo pred marsikomu na Zahodu, so rekli, ja, ampak za vas trdijo, da ste Drobničev kader. In se reka, seveda, jaz sem Drobničev kader. In jaz sem zadovoljna, da sem Drobničev kader. Prvo, ker jaz smo vsi na tožilstvu Drobničev kader, ker je on generalni državni tožilec. Torej, to, da si Drobničev kader, je bil negativni predznak. To pomeni, kako so njega obravnavali mediji in kako seveda posledično vse nas, ki smo si drznili stopiti njemu v bran, se strinjati z njim in tako naprej. In to je mi bilo do danes ostalo v spominu, presenečenje te novinarke, ko sem rekla, seveda sem Drobničev kader. To je vendar treba zanikati, ne? Jaz nisem Drobničev kader, je treba povedati. Torej, to je bilo prav presenečenje, ker to je bil negativni predznak, če si bil Drobničev kader. In res je, da smo imeli težave zaradi tega. Ampak jaz moram reči, da sem bila vedno vesela teh težav, ker si ne bi hotela tega vzeti, da bi ne bila Drobničev kader. Ker tako inteligentnega pravnika na vodilnem položaju jaz do takrat še nisem srečala v svoji karieri. Tudi kasneje bi težko rekla, da je bil od katerihkoli vodilnih v pravosodju mu kdo segal do kolen. Mislim, da smo vsi, ki smo prišli za njim, v bolj prevelike čevlje. Ne samo to, da je bil to res intelekt in da je imel širino duha, kot ste vi že povedal. To je bil človek z veliko začetnico. Človek z integriteto, človek brez predsodkov in take ljudi potrebujemo na vodilnih mestih. Ker namreč če so taki ljudje na vodilnih mestih v posameznih organizacijah, potem se te organizacije, kakršnekoli so že predtem bile, dejansko demokratizirajo. To smo mi v teh 8 letih pri Drobniču doživeli. Če bi doživeli še enkrat 8 let, nikoli ne bi bilo več tožilstvo nazaj na stari poti. Dejansko je bilo samo zmanjkalo časa, da bi se zadeve do konca nekako sanirale, vzpostavile z vsemi demokratičnimi kriteriji. Peter, mogoče še o medijski. Kdor prebere to knjigo, razume, da je gospod Drobnič prešel neko točko v življenju, v kateri je spoznal, da pravzaprav nobene potrebe ni, da si všečen. Njemu ni bilo treba graditi lika in renomeja z nekim likom. Od prvega dne že v času revolucije in potem naprej, in ko se je vrnil in to. In to ga je spremljalo konstantno. In zato se je on izjemno poglabljal v vsebino, v predpise, študiral, dokončal, bil uspešen na svojem področju, ne zato, ker bi bil všečen, ker mu to ni treba bilo biti in tudi nič mu ne bi pomagalo. In potem, ko je prišel do pozicije, v kateri je imel opravka z mediji, je ta všečnost odšla že tudi iz podzavesti. On se nikoli ni trudil biti všečen za kamero ali pa za mikrofon ali pa za intervju. On je šel vsebino in to vsebino je s srcem in z neko predanostjo razlagal do te mere, da on je videl v stvarih resnost. On ni imel časa za to, da se bo malo šalil sem pa gledal, pa leporečil, pa besedičil, pa sem pa kaj. In iz tega je izhajala ta podoba medijska. Drugo, kar je pa vedno na zavezi povedal, to je vse manipulacija in vse je laž. Mi imamo opravka z bolševistično avantgardo, ki je prevzela medije in njihova naloga je nas blatiti in mi moramo samo skrbeti za to, da tisto, kar povemo, stoji in stoji popolnoma in zares in z argumenti podprto in da ni mogoče tega spodbiti, zaradi tega, ker se je nam nekaj zarekli. In iz tega je pač preživel to, da bi bilo treba biti zdaj všečen. Ni bilo treba. Pika. Če gremo znova v teh 8 let na njegovem položaju generalnega državnega tožilstva, kot je on sam rekel, je hotel iz tožilstva, ki je bilo v vlogi nekakšne dependanse politične policije in partijske politike,
narediti tožilstvo normalne demokratične države. Zdaj, koliko je v tem uspel, koliko ni. Sami ste že nakazali, ne, da v teh 8 letih so bili številni nastavki, ki, če bi se lahko nadaljevali, bi privedli do še boljših rezultatov, pa pač niso. To pomeni, kje je uspel, kje morda ni uspel in kako je mogoče lasten uspeh ali neuspeh doživljal skozi srečanja z njim. Jaz mislim, da je bil gospod Drobnič v svojem mandatu zelo uspešen. Torej, priti na državno tožilstvo v stanju, kakršnem je bilo izhajajoč iz bivšega režima, je dejansko težka naloga. Jaz sem že bila takrat tam. Jaz sem vedno želela delati, marsikdo od nas je želel delati dobro. Ampak ker smo bili vsi samo notranji, marsikaterih predpisov pravzaprav nismo niti dobro znali brati pravilno, ker smo skozi leta prakse doživljali, da je nekaj prav, pa je bilo približno napisano tako, ampak vse je prav tako, kot smo rekli. Ne? Torej, mene je to vedno motilo, ampak nekako se nisem znala izviti iz tega. Gospod Drobnič je imel ta oster on je povedal, takole je pa čisto nič drugače. Mi smo takrat razčistili to, kar sem pa jaz že poskušala že pred njim s policijo. Kdo je dominus litis postopka? Tožilec, ne policija. In to je bila revolucija. Ne? In jaz te moči sama nisem imela. Gospod Drobnič z pozicije generalnega državnega tožilca je imel večjo moč, ne? In je to podpiral. In jaz mislim, da je bil on pravzaprav zelo uspešen pri odpiranju oči, kako je treba delati, kako se v demokratični državi taka inštitucija, kot je tožilstvo, funkcionira. In jaz mislim, da je tudi to njegovo jasno stališče, kakšno tožilstvo mora biti, in ta premik, ki ga je na začetku že naredil, povzročil to, da so njega tako veselo razreševali. Ker s tem so pa dejansko pravzaprav omajali njegovo pozicijo, moral se je braniti, moral je izgubljati energijo za druge stvari, ne za te pomembne zadeve, da ti zgradiš demokratično inštitucijo demokratične države. In zato jaz mislim, da je bil on pravzaprav zelo uspešen. Uspešen je bil, največji za mene njegov uspeh je bil, kar se modernega tožilstva tiče, to, da je ustanovil skupino državnih tožilcev za v bistvu v resnici za pregon organiziranega in zahtevnega gospodarskega kriminala. Takrat je bil v zakonu o državnem tožilstvu en sam člen, ki je govoril o tem, da ima generalni državni tožilec za določene zadeve možnost ustanoviti skupino tožilcev. En sam člen je bil in je bil popolnoma dovolj. In on je na podlagi tega člena ustanovil to skupino, ki še danes deluje kot specializirano državno tožilstvo. Res je, da so kasneje to, kar je on zastavil, relativizirali s tem, da so jim tej skupini dajali zadeve, ki niso pasale tja in tako naprej. Ampak bistvo zadeve pa je bilo v tem, da je on vedel, da je za organiziran, zahteven kriminal potrebno specializirati tožilce. In to je bilo za mene njegova največja, najbolj pomembna akcija, ki jo je speljal in jo je dejansko takrat speljal. Poleg tega, da je pač svojim obnašanjem, svojimi nastopi krepil ta občutek za demokratično inštitucijo. Te dve stvari se meni zdita najbolj pomembni in mislim, da je bil tudi uspešen tukaj. Problem je bil edino v tem, da je preveč energije izgubljal s tem, da je od sebe odvračal napade. Pri teh napadih malce ostane, res jih je bila vrsta. Vemo, 2 dni po osamosvojitvi, ko je v bistvu tako rekoč imamo vojno v Sloveniji, ljudje podpisujejo neko peticijo za njegovo odstavitev, mislim, po svoje absurdi, ki jih gledamo nazaj. Zakaj je bil tako moteč? Zdaj, če malo karikiram, a zato, ker je preživel, pa ne bi smel, to pomeni, ker je bil nekdanji domobranec, ali
Zdaj, tukaj se nekoliko naslanja mogoče na eno analizo, ki je zgodovinar Aleš Maver nedavno zapisal. Ne? Namreč to nasprotovanje proti gospodu Drobniču je izviralo tudi delno iz Demosa, ne? In se je tudi tam nekoliko zadeva razklala. In sicer on pravi, ob vprašanju, kako korenit naj bo prelom z nekdanjim komunističnim režimom. Zdaj, jaz ko gledam nazaj, gospod Drobnič je res vzel preambulo temeljne listine slovenske osamosvojitve, ker piše, da je bila prejšnja država nepravna, da je temeljito kršila in sistematično človekove pravice, in on je temu rekel, ne bom več. A se je za to zameril? V bistvu ja in ne, on se ni osebno zameril. Njemu, če bi se osebno zameril, bi ga likvidirali že leta 1945, pa še kdaj kasneje, pa tudi ne bi dovolili, da bi uspel priti do zavarovalništva in do teh vlog. Jaz mislim, da tukaj gre za eno temeljno spoznanje, ki ga je prej omenila gospa Brezigarjeva. Imeli smo dvojni sistem. Jugoslavija in totalitarni režimi nasploh temeljijo na tem, da nekaj je napisano, tako kot piše, da je Ljudska republika pa demokratična republika, nekaj je pa res. In gospod Drobnič je prevzel sistem, ki je bil ortodoksno podrejen volji partije, ne zakonodaji. In volja partije, on to krasno opisuje v tistem delu, ko pridem v službo, prvi dan, vsi so me sicer spoštljivo sprejeli, po stran gledali in potem dobim klic iz predsedstva, kdaj pride poročilo o zadevah, ki jih preganjamo. In jaz pravne podlage za ta klic nisem našel in zato sem poslal na drugi strani tistega, ki je klical mal nekam, pa rekel, da tega pač ne bo, ker ne piše. Zamera je bila, ker je on pravzaprav s pojavo dejansko prevzel sistem, ki ga je partija rabila za pregon tistih, ki so jih oni smatrali za potrebne pregona. Ne zaradi tega, ker bi bili politično neprimerni, tudi zaradi tega, ampak za tiste, ki jih je bilo treba preganjati. Sistem Grubelič in podobno. In pravosodje je bilo podrejeno partiji. On je pač v tem delu bil kontra pojava, ker je vzel pravila, kot so napisana, ne tako, kot smo si jih zamislili. In ker je bil del aparata, ki ga je partija začela zgubljati. Mi moramo vedeti, da del sprememb se je zgodil zgolj in samo v parlamentu. In politične stranke so sicer prevzele oblast in izvršni del oblasti je dejansko bil demokratičen, kolikor je takrat pač bil. Ampak drugi del, pravosodni sistem, gospodarski sistem, vsi te sistemi, podsistemi družbe, ki so bili ključni, šolski sistem, to je pa vse ostalo v rokah trde partije, iste ideologije in tam se je poslušalo, kakšna je zdaj usmeritev ideološka, ne kaj piše v zakonodaji. Del Demosa je idealistično verjel, da smo mi s tem, ko smo razglasili demokratično državo, dejansko poslali demokrati. In njega ni podprl. Velike bolečine so tukaj iz knjige ven iz pogovora razumljene, da minister za pravosodje, ki je bil pravzaprav Demosov notranji minister, ki je bil Demosov tisti, ki bi morali razumeti, da je treba neke stvari, zdaj smo prišli do točke A, kjer smo dobili škarje, pa platno leži na mizi, zdaj treba pa povedati, kaj bomo naredili, zato rabimo pa mi podporo v parlamentu, da bomo sprejeli prave predpise, da mi damo formo, da mi neke stvari uredimo in bi ratala lustracija sama po sebi de facto udejanjena. In tega ni bilo. In ko so oni ugotovili, da pravzaprav on edini izvršuje to lustracijo v pravosodnem sistemu, ne zaradi tega, ker bi lustriral ljudi po politični liniji, ampak ker jih je strokovno preganjal. Ker on se je ukvarjal izključno s tem, a ti delaš po stroki ali ne delaš po stroki, a se držiš pravil ali se ne držiš in jih je eliminiral po tem postopku, pa promoviral tiste, ki so bili potem nasledniki lahko, ki so te stvari delali. To je pa ogrozil partijo. To je ogrozil sistem, zato so bili napadi. Zato tudi njega niso mogli nesti. Ker edina stvar, ki se je pa partija ne zna držati, je pa pravil. In zato seveda so njega odstavljali 8 let, zaradi tega, ker zakonodaje niso obvladali do te mere, ker za njih zakonodaja ne velja. In oni si niso znali predstavljati, da se nekdo lahko pravzaprav na črko zakona obesi in pač uspe. Isto je bilo potem z Rožmanovim procesom, pa z vsemi temi. Te stvari so šle po najbolj težki poti, zaradi tega, ker je upošteval predpise, kakor so bili napisani, ne kakor so bili mišljeni. In razkol v Demosu je ratal iz tega razloga, ker en del Demosa je videl, mi bomo samo nadaljevali stvar, lepo v miru, vse smo demokratični, vse drugo, ampak korenitih sprememb pa niso bili pripravljeni izvesti. A je imel pokrit svoj hrbet? Res malce novinarsko provociran. Kdo mu je pokrival hrbet, če sploh kdo? Nihče. On si je sam pokril hrbet s pravili, ki so bila uveljavljena. In ker je bil tak mojster prava,
je znal stvari tako napisati, da pravzaprav v tistih časih, danes to ne bi šlo več. Danes je pravo tako daleč zlorabljeno, da pravzaprav sodišča niso več pripravljena odločati po pravu, ampak spet po drugih čist po drugih ideoloških predznakih. Ampak v tistih časih je bilo nekaj tistih kolegov sodnikov na Ustavnem sodišču izven tega še toliko sram, da so pravzaprav morali prikimati, da ima prav, da res tako piše, kot on trdi, da piše. Drugače pa politično pokritega hrbta nikoli. No, jaz mislim, da če dovolite, to je bilo največje pravzaprav razočaranje takrat, ko je imel iz svoje stranke ministre in so mimo njega sprejemali zakon o državnem tožilstvu, recimo. Pri tem, da je bil na tožilstvu napisan tak demokratičen zakon, on ni vedel, kaj se dogaja, niti ga iz njegove lastne stranke ministri niso obvestili o tem. Niso ga obvestili, da se pripravlja drugačen zakon, niso ga obvestili o tem, da o njegovem zakonu sploh ne bodo debatirali, ki je bil pripravljen na tožilstvu in tako naprej. In njegov, če mene vprašate, problem je bil v tem, da je dejansko bil, tako kot piše knjiga, mož neuklonljivih ramen. Takega se bojijo tisti, ki takih ramen nimajo, in niso ga imeli s čim držati. To je pa naslednji problem. In če te nimajo s čim držati, potem si napadana, ne? Tako da on dejansko ni imel pokritega hrbta. On je, kar je imel svoj intelekt, svojo integriteto in mogoče takrat na tožilstvu 4-5 sodelavcev, ki smo ga dejansko z dušo in srcem podpirali. To je bilo vse, kar je imel. V politiki ni imel on nobene podpore. In je tudi danes ne bi imel, če mene vprašate. Če se dotaknem enega področja, on se je zelo zavzemal tudi, da bi tožilstvo kaj več naredilo na področju preganjanja nezastarljivih vojnih zločinov. Kot vemo, pravosodni slovenski sistem na mizo ni dal tako rekoč nič. Njemu se je včasih očitalo, da pod njegovim vodstvom tožilstvo ni uspelo na tem področju narediti ničesar. Zdaj, v knjigi on seveda pojasnjuje, kako je s temi stvarmi, ampak mogoče, kako vidva vidita to zgodbo. Imamo nekdanjega domobranca, ki je živo zainteresiran, da se te zgodbe raziščejo, nič ne pride ven. Zakaj? Torej, nekaj zadev je bilo, to čisto ne drži. Kar nekaj postopkov je bilo razveljavljenih, izdane so bile tudi oprostilne sodbe. Je bil pa to seveda problem, mislim, da to tudi gospod Drobnič tukaj v teh pogovorih pove, če bi država res želela razčistiti s tem, potem bi to uredila na ustavni in zakonodajni ravni. In bi bile zadeve zelo hitro rešene. Govorimo o razveljavitvah, recimo krivičnih sodb. Ja, če se pa teh, recimo, povojnih pobojev in storilcev dotaknemo, kaj pa tam? Vse to gre med drugim tudi, pravzaprav osnova je seveda to, da se te krivične obsodbe, kar se pa tiče teh povojnih pobojev, je pa seveda, če bi bilo tisto storjeno, se pravi, kar se tiče krivičnih obsodb na državnem nivoju, na nivoju zakonodaje, potem bi bilo tudi tukaj veliko lažje, ker bi bil signal države jasen. Tako je bilo, jaz se spominjam, ko smo kakšne zadeve konkretne poskušali spraviti skozi postopek, na eni stopnji se je sigurno zalomilo. In praktično smo skoraj vedeli vnaprej, da se bo, čeprav smo vztrajali. Ampak to je to sporočilo, ki ga država pošilja. Če se je nekdo resno lotil take zadeve, je bil deležen medijskega pogroma. Vsak drug je razumel, da se to ne splača. Ampak to je problem na državnem nivoju, to je političen problem, ki ga nikoli nismo presegli. Kasneje, ko je bil ta pogovor zaključen, je gospod Drobnič velikokrat na sestankih zaveze razložil, kje so temeljni problemi naše družbe pri soočanju s temi kaznivimi dejanji. Prvič,
bilo je pomanjkanje klasifikacije kaznivega dejanja genocida, oziroma to se je preiskovalo, kakor da gre za umor, individualen. Drugič, na sistemski ravni tako preiskavo načeloma vodi policija, ki je bila v sporu s tožilstvom, zaradi tega, ker policija je bila partijsko pokrita. Ko je on kot tožilec uspel pripeljati proces po tožilski in zakonodajni plati, ki se je spravil skozi vse predpise, ki so bili, je trčil ob senat kazenskih sodnikov, v katerem je ugotovil, da ni mogoče sestaviti senata tako, da bi noter ne bil vsaj en trd partic, ki je imel pravico veta. In iz tega razloga je pravzaprav bil sistemski, kaj bi temu rekel, zid, pregrade, kot v Hudi jami, da se teh zločinov nikoli ne bi dalo klasificirati kot zločine. Jaz sem enkrat že rekel, meni se zdi, da je šlo za nek morda nezaveden dogovor ob osamosvojitvenem projektu, da bomo mi pustili živeti dosmrtno tiste, ki so bili pač krivi tega in da se bodo pač soočili s posledno sodbo, kakor se bodo, v zameno za to, da je bila osamosvojitev enotna. Ker jaz trdim, da osamosvojitev ne bi bila enotno podprta, ker bi tudi za ceno neosamosvojitve branili te kovine revolucije. Tako globoka je ta vera na njihovi strani, zato da se to obrani, in to vero še danes vlečajo naprej, in gospod Drobnič je tukaj po kapljicah lahko kakšno stvar naredil, in že ko je naredil, ko smo prišli do tega, da bi pravzaprav v zakonu popravi krivic, pa zakon o teh stvarih, bi omogočali, da bi se kdo drug poleg tožilstva se je spet zaprlo vrata, pa se je spet rekli izključno državno tožilstvo in vzroki, ki so zraven in vse drugo, in obnoviti postopek in še dati morate sodno takso, pa plačati morate obnovo postopka, pa obnovo spisa, pa iz arhivov najdete, in vse mora biti v breme tistega, ki skuša dokazati svojo nedolžnost. Za državo ste pa vsi krivi, lahko se pa matrate, če imate to voljo, s tem, da vam naprej povemo, da vas čakamo za 14 pregradami, a vam bo res ratal. In poskrbeli bomo, da vam ne bo ratal. In ta zid je bil uničujoč, in to je gospoda Drobniča na koncu tudi izjemno potrl. Dobro, vendar se je ta zid na nekih točkah porušil. Omenjali smo že primer Rožman. Gospod Drobnič je bil seveda motor tega, da bi se primer Rožman sprva s pobudo za obnovitev sodnega postopka, v katerem bi se preverjala dejstva, kasneje pa za pobudo za varstvo zakonitosti, v kateri bi se preverjal postopek, ko je ugotovil, da v bistvu obnova postopka niti ne bi bila mogoča. Ne? Dobro, vemo, zdaj je epizoda Zdenke Cerar, ki to pobudo umakne, a vendarle, na neki točki se pokaže, da je bil uspešen, ne? Ker gospod škof Rožman je bil rehabilitiran skozi zaustavitev sodnega postopka. Boril se je z mlini na veter na nek način, a vendarle je zmagal. Ne on osebno, ne, ker takrat je potem pobudo za varstvo zakonitosti lahko že vložil ljubljanski nadškof, pa vendarle. Kako vi vidite primer Rožman kot neko točko, v kateri je on zelo skoncentriral svojo dejavnost in ki simbolizira vendarle nek uspeh. Mačkrat moram še svoj lonček predstaviti, tista prva pobuda za obnovo postopka je delno prišla tudi z družine, namreč družina je javno objavila pobudo za tako obnovo in je potem gospod Drobnič to tudi kot formalni zunanji povod, če sem jaz prvo razumel, to vzel, in če smem malo svoj lonček predstaviti, tako sem tudi jaz gospoda Drobniča spoznal, ker sem bil za kurirja med tedanjim odgovornim urednikom Francijem Petričem in njim, ko sta si dopisovala za nek intervju, in sem potem jaz fizično hodil sem in tja, da sta ta intervju naredila, in to je moje prvo srečanje, gospod Rožman, gospod Drobnič, tako da se mi je živo zapisalo spomin. No, skratka, primer Rožman, pa mogoče gospod Peter, če vi začnete, kako vi vidite to zgodbo, tudi skozi to, kar je on vam prepovedoval, mogoče za kakšnimi omizji večernimi? Jaz bom zelo heretično nekaj rekel. Mislim, da je šlo za Pirovo zmago. Uspel je po pravni poti tisto, kar si je zastavil, in prišel do cilja. Ampak če gledamo vsebinsko, je danes škof Rožman
ni zločinec zaradi tega, ker na tehnični zanki postopek ni mogel biti obnovljen do te mere, da bi pravzaprav lahko ga speljali do konca, pa ga še enkrat obsodili. Njega je izjemno prizadelo, da se vsebinsko nihče ni bil pripravljen izreči o tem, da je bil škof Rožman nedolžen. To ga je prizadelo. Prizadelo ga je, ker to ni storilo ne Demosova oblast, ne Demosova koalicija, ne koalicija kasneje med SKD in pa LDS-om, ki je bila takrat na oblasti, ko je to bilo. Niti to ni storila ljubljanska oziroma slovenska cerkev, niti ljubljanska nadškofija med samim pogrebom. Ne. Ta del je bil zanj izjemno boleča točka. Midva sva se pogovarjala, ker je to sovpadalo s tistim, ko je prišel s prošnjo, če bi razmislil o tem, da prevzamem zavezo, in sva se menila in sem jaz povedal, da se pripravlja prekop škofa Rožmana, in on rekel, to je nonsens. Ne. To gre partiji na roko, ker partija želi imeti Rožmana nazaj v Sloveniji, ker je to Kučanov projekt, pa Spomenkin projekt. In potem, ko je bil pogreb tak, kakršen je bil, ko pravzaprav cerkev je malo cincala pa drencala, ali bi, ali ne bi, a čmo to povedati na glas, ali ne bi, a pokopavamo škofa, ali sam. Ta del je on izjemno zameril cerkvi. Ker ga ni sprejela škofa Rožmana kot svojega škofa, tako kot se ga sprejme, in je to tudi napisal. In zato se meni zdi, da gre za Pirovo osebno zmago, in veliko zadovoljstvo je bilo njemu, pa gospe dr. Tamari Griser Pečar, ki je te postopke tudi pripravljala potem in pomagala. Je šlo za izjemno pravno zmago, absolutno. Ampak za slovenski narod je to Pirova zmaga, ker je pravzaprav obvisel nekje, morbit je kriv, morbit ni kriv, mogoče je, mogoče ne, nihče pa ni pomizil seku, pa rekel, tako kot je rekla gospa Brezigarjeva, ustavno pravno ste vsi nedolžni, razen če bomo komurkoli dokazali, da je bil kriv. Vsi so še vedno pod isto meglo, sam njemu je pa uspelo škofa Rožmana spraviti iz te megle nekako v majčkeno večjo osvetljenost in osončenost. Kako ste pa vi videli to zgodbo? Takrat, on je v bistvu že od leta 1995, ne, od konca leta 1995. Ja, no, on je na koncu, tik pred zaključkom svojega mandata generalnega tožilca, potem takrat vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Jaz sem bila frapirana na tem, kaj se je zgodilo potem, ko je on v zahtevo za varstvo zakonitosti vložil, ko je se njegov mandat generalnega državnega tožilca iztekel in je bila imenovana nova generalna državna tožilka Zdenka Cerar, ki je prišla isti dan, ko je bila v parlamentu izvoljena v Odmeve, in je v Odmevih povedala: zahtevo za varstvo zakonitosti zoper škofa Rožmana bom umaknila, ker bi sicer uspela. To so bile njene besede. Jaz sem rekla, no zdaj pa, če bo pa ta še naprej generalna tožilka, pa tudi ne vem, kje živimo. Minilo je, kot da se ni nič zgodilo. Torej, da generalni tožilec reče, da bo nekaj enopravno sredstvo umaknil zato, ker bo sicer uspela, to je nekim popolnoma nerazumljivega. In jaz se spomnim, da je bil tudi takrat on, gospod Drobnič, popolnoma iz sebe. Mi smo se velikokrat še potem na kavi dobivali z njim in debatirali tudi o teh zadevah. In je, torej on je bil z njo pol zelo velik na bojni nogi s Cerarjevo, ne? Ker to je bila res neka taka izjava za neko demokratično državo, nekaj popolnoma nerazumljivega, pa je minilo, kot da se ni nič zgodilo. Gospod Peter, mogoče... Ja, ta del pravzaprav odpira en globoko pogled in odstira to pokrovko, ne, v pojmovanje sprave. Ko pravzaprav ena stran je trdno odločena, da se ne bi slučajno nič spremenilo v dojemanju krivde. V tem postopku se izkazuje vsak niloba teh, ki pravzaprav na eni strani leporečijo o spravi in o tem, da je treba gledati naprej in o tem, da se nehajmo zgodovino ukvarjati, in na drugi strani vsak postopek, ki bi lahko dregnil v to enovito vsebinsko razumevanje zgodovine po diktatu partije, takoj spodkoplje. Tist hip. In tukaj mislim, da je to izjemen primer, ne, tudi zato, da se naučimo, da vsak vpraša,
če smo za spravo, zakaj pravzaprav po postopku ne? Zakaj po postopku ne? Omenjate spravo, takoj misel politik tisti slovesnosti v Kočevski Rog julija 1990, ki velja za prvo roško spravno slovesnost. Gospod Drobnič je bil seveda zraven, zelo udeležen pri tisti slovesnosti, v bistvu pobudnik. V knjigi natančno opisuje ozadje te prve roške pogrebne, bomo natančno rekli, slovesnosti. Kako vi, kot recimo zdaj njegov naslednik, kasneje naslednik na mestu predsednika Nove Slovenske zaveze, vidite to zgodbo prve roške slovesnosti, tudi skozi te stvari, ki jih je ubesedil v knjigi in pokaže nova ozadja? Nadaljevanje tistega, kar sem prej rekel. Slovenska javnost si je prizadevala takrat za osamosvojitev in to je bil najvišji cilj. Za demokratično javnost, vključno s cerkvijo, je bil to najvišji cilj. In škof Šuštar takrat ni želel zguncati barke do te mere, da bi lahko ogrozila neko enotnost, ki je takrat za silo stala skupaj. Na ta način se je pravzaprav domobransko zgodbo kot tako zlorabilo po diktatu spet tistih, ki so hodili mimo Nove Slovenske zaveze in ki so ta projekt zlorabili zato, da so pravzaprav nekako legitimirali in poskusili to spravo enkrat za vselej zaključiti, ker je bil pač voz tako daleč po vseh tistih dogodkih od 80 let dalje, ko se je to počasi sproščalo, je bilo treba to sprostiti, ta energija je bila za sprostiti, to je bila ena ključna zadeva, ki jo je bilo treba in predstavljali so si, da je s tem rešeno. Jasno pa to spet odpira vprašanje, kdaj se mislimo tudi mi na demokratični strani resno pogovoriti o tem, kakšen je naš odnos do domobranske vojske, kakšen je naš odnos do revolucije, kakšen je naš odnos do protirevolucije. Ker v velikem delu slovenske cerkve verjetno, ali pa tudi naroda, na Štajerskem recimo predvsem, v določenih koncih je en odpor do tega, da bi se o tem odkrito pogovarjali, kakor da gre to za neko ožjo ljubljansko zgodbo, morda notranjsko zgodbo, s katero sta pravzaprav tisti, ki so škofu Šuštarju hodili in so bili tam zraven, osebno prizadeti, ampak pri tem se pa stvar konča. In ker se o genocidu nismo pogovorili, ker mi nimamo tega ovrednotenega v narodnem bistvu, da je to del nečesa, kar nas bo žulilo še nadaljnjih 30 let, pa nas že zdaj 30 let, ker se o tem nočemo pogovarjati, je pač tako. In ta zgodba, ki jo on briljantno tukaj opisuje, z vsemi občutki, z vsem drugim istočasno pa z izjemno lucidnostjo, kaj je kdo rekel, kaj je kdo storil, kaj je kdo mislil, kako je bilo zamišljeno, mislim, da si lahko vsak sam to sliko izjemno fajno stvara. Če še za hip ostanemo pri Novi Slovenski zavezi, registrirana je bila po roški slovesnosti namenoma, kar on znova v knjigi dobro razloži. Imeli so pa težave pri registraciji, zaradi tega, ker so nekateri govorili, da gre za pronacistično organizacijo, ki bi po slovenski zakonodaji sploh ne smela biti registrirana. In če se prav spomni, gospod Stane Štrbenk imel, ne vem, koliko križevih potov, ne mogel praviti za to, da je prepričeval uradništvo, da to ni res. Koliko se ta etiketa še danes drži? Absolutno enako, Nič se ni spremenilo v 30 letih? Ne, mi smo še vedno izdajalska kolaborantska organizacija, pač nekaj mlajši, ampak še vedno pravzaprav enako s kljukastimi križi in kako je bilo v zadnji številki, je Veliki povedal, kako si mislil ta zgodovinar v Svobodni misli, ampak stvari gredo v isto smer in spet gre za isti odnos. Nekateri niso hoteli registrirati nekaj, kar je bilo popolnoma v skladu z zakonom zaradi nekega prepričanja, ne zaradi predpisa, niso mogli utemeljiti, da pravno stvar ne stoji, ampak je treba nekam vprašati, nek organ, mi to smemo narediti ali ne. Predsedstvo takrat, če se ne motim, so celo spraševali. Vse po spisku, samo da bi nekdo rekel, ne, to se pa ne sme, ampak ni bilo junaka. Danes bi verjetno se najdel. Če tako v bistvu skušamo malo strniti, koliko je v bistvu zgodba gospoda Antona Drobniča emblematična, v bistvu v srži zgodba slovenske demokratizacije. V bistvu on pooseblja tisto nevralgično točko, po kateri se je pokazalo, ali mislimo resno
ali ne mislimo resno. Tudi skozi vajne nastope se je že to pokazalo. Ali je on tista figura, ob kateri se je to vprašanje res lomilo, ali smo za demokratizacijo, ali smo samo za osamosvojitev, pa tisto zraven še nekako vlečemo. Kako vi vidite to izpostavljenost kot te temeljne figure, ki je poosebljala dosledno demokratizacijsko držo? Torej, gospod Drobnič je bil prav gotovo človek, ki ne bi sprejel osamosvojitve brez demokratizacije. Jaz sem prepričana v to, da tudi eno brez drugega ne gre. Torej, nekje popuščati zaradi tega, da bomo speljali osamosvojitev, je bila po mojem mnenju kapitalna napaka. Ker je bil to prav namen nasprotne strani, da pač zrelativizira vse te procese. In zato je bil seveda gospod Drobnič moteč, ker on pa je bil z dušo in srcem za demokratizacijo, za popravo krivic, seveda za osamosvojitev, ampak osamosvojitev brez demokratizacije, ne vem, kaj bi to lahko bilo, ja. Peter? Jaz mislim, da on pooseblja razumevanje sprave na desni strani. On pooseblja to, da je pravzaprav bil sposoben priti na delovno mesto, v katerem je vedel, da ni njegovih političnih somišljenikov, in vendar je bil pripravljen politično biti popolnoma slep, ker je verjel, da je pravzaprav z osamosvojitvijo, ne z osamosvojitvijo, ampak prav z demokratizacijo kot tako. Da smo mislili tako zares, da smo vsi ponotranjali to, da ta sistem, ki je bil, je gnil in mrtev. In da zdaj gradimo novo državo in jo gradimo na drugačnih temeljih. In je pravzaprav zelo vseeno, kaj si bil nekoč, zdaj se drži tega in drži se etike in glede tega so bila njegova etična merila izjemno visoko postavljena. In če k temu dodamo pokojnega sopotnika, profesor Justina Stanovnika, ki je velikokrat napisal, poglejte, mi nismo imeli nobenih drugih zahtev, razen pričakovanja, da bodo tisti, ki so delali krivice, tisti, ki so imeli kosmato vest, stopili pred slovensko javnost in rekli, mi se res upravičujemo, v imenu ideologije smo to storili, res nam je žal. In da bi mi to verjeli, ker bi iz prepričanja to povedali in ne bi imeli danes nobenih problemov v tej družbi več, če bi to resno mislili. Tako se je pa delali s figo v žepu in tako je tudi on videl, da pravzaprav nismo vsi za isti program. Ta program osamosvojitve in demokratizacije je bil stalno s figo v žepu strani tistih, ki jih je bilo strah, verjetno zaradi njihovih lastnih nagnanj in teženj in spoznanj, kako pravzaprav se dela s tistim, ko enkrat si ga premagal na tak ali pa drugačen način in ti je zdaj pravzaprav politični nasprotnik, politični sovražnik. In iz tega vidika se mi zdi, bi morali to proučiti. On je bil definitivno mož neuklonljivih ramen, izjemnih etičnih načel in pa dejansko demokrat, zaradi tega, ker se je ustavil predsodek pri slepoti črke prava, kot je zapisano. Ta pogovor o knjigi umeščamo v okvir včerajšnjega dneva spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Pa me zanima, gospod Anton seveda je bil žrtev, ne? Vse, kar je doživel že med vojno in po vojni, ga seveda uvršča v kategorijo političnega zapornika, preganjenca, drugorazrednega državljana, ki mu je bila onemogočena kariera, mogoče celo akademska, ne, in še kaj drugega. Ampak nikoli ni pa funkcioniral v vlogi tiste žrtve, ki si pusti, da mu storilc narekuje, kako naj ravna, odkot ta suverenost, da je izstopil iz vloge neke ponižane žrtve in postal suveren sogovornik vsakomur. Res vsakomur. Torej, dejansko gospod Drobnič ni deloval kot žrtev nikoli. Čeprav je žrtev bil. Ampak v pravnem smislu. Ja. Jaz mislim, da to zaradi tega, ker je bil on v bistvu en zelo svoboden človek. On tudi, ko je bil zaprt, jaz, ko sem te stvari brala ali pa ko smo se z njim pogovarjali, jaz sem vedno pozabila, da je bil on zaprt kot mlad fant. In zdaj, ko premišljuješ o tem, da je bil takrat tako mladše
In je že takrat bil tako prepričan v svoj prav, tako suveren in znotraj svoboden, tudi ko je bil v zaporu. Torej, jaz mislim, da je bil on ena taka res izjemna osebnost z temi moralnimi in etičnimi kriteriji, da enostavno pravzaprav nikoli ni mogel nastopati kot žrtev, ker je bil kot človek tak. Ne vem. Ne, da bi vzel karkoli gospodu Drobniču, nasprotno, dodal bi, on je v Novo slovensko zavezo uspel združiti ogromno ljudi, ki so enako videli svoje poslanstvo in nikoli se niso čutili kot žrtve. Vedeli so, da so se jim zgodile krivice, ampak jaz v tej družbi nikoli nisem srečal zagrenjenih ljudi, ki bi iskali priložnost za to, da bi zdaj pa povedali temu svetu, kaj vse se je meni zgodilo. Ne, pričevali so za tiste, ki jih ni bilo več, to je bilo tudi njihovo osnovno poslanstvo, zato so pravzaprav sebe znali postaviti v ozadje. Živeli so s to izkušnjo, premagali so jo skozi odnos, kot sem tudi rekel, oziroma napisal, on na šaljiv način pripoveduje o strašanskem trpljenju. Če si danes predstavljamo, da bi to naše otroke čakali, ki so približno istih let, kot je bil on takrat, ko se je s temi stvarmi soočil, ja, pa se si ne predstavljamo, kako to gre. Si sebe ne morem predstavljati, kaj šele to mladino danes, ki pravzaprav cviličemu telefonu vzameš za 10 minut. Ampak njemu, da je bila svoboda vzeta, da je bilo izobraževanje vzeto, da je vse to premagal s trudom in da se istočasno lahko smeje sprehodu skozi vrata taborišča, ko je bilo vsega konc, ko je bil odpuščen, in z dobro voljo prišel potem naprej po tiste politične, ne ta prvi del. Ampak to se vidi, kakšen duh je to vladal v teh ljudeh. In da so se oni izbrali potem tam na Viču in ustanovili zavezo iz čistega drugega prepričanja, kot to, da zdaj bomo pa mi pokazali. Da je on prišel na tožilstvo, ki bi vsak normalen človek pomislil ta prvi, da je te prinesti arhive, da jaz vidim za tega, pa za tega, pa za tega, pa za tega, ki ga po cesti srečujem, ki jih je vse te poznal, vse noter piše, pa noben ga z imenom ne omeni. Noben mu ni kar žal ga storil. In to je tista veličina, ki jo je treba dati za zgled. Lejte, tako pač življenje gre, če je pošteno. On se ni imel koga srambati, on se ni imel česa bati, tako kot je rekla gospa Brezigar, nič mu niso mogli učitati. In na koncu mu učitelj delo, ki je bilo strokovno tako dobro narejeno, da je morala naslednico omakniti, ker bi uspel. V redu. Kaj boljšega za pohvalo? Dobro, to je točka, na kateri smo našo uro pogovora prvo izčrpali. Mogoče je iz občinstva tudi kakšno kratko vprašanje za oba sogovornika. Jaz bi samo zgovoril o tem našem fantu, sva bila skupaj od 45 leta in sicer šla sva na Koroško, iz Koroškega nazaj v Kranj, kjer je bila prva preizkušnja. Kaj bo z nami? On je bil neverjetno daleko viden. Je rekel, mi tam mladi, ki nas peljejo po streho, bomo verjetno spalali. Ti, ki so pa zunaj na držju, pa morajo klečati, teh pa ne poveš. In tako se je tudi zgodilo. Bili smo v Kranju, ne ravnanje tam je bilo pač po svoje, ampak čez 14 dni smo šli v Šentvrt. Tam smo pa spet videli še domobrance, ki so jih nakladali pa vozili po noči. Naš kanale so pa spet nekaj gor navrtali in k sreči smo dobili 2-krat na dan eno reč tekočo, pa nekaj malga not, da bi se sploh tako ustavil. No in on, kot Drobnič tole, je bil izredno miren, pravdalen. Potem pa človek bi rekel, ne navdušen, ampak sprejmi trpljenje, vse bo tudi tega mimo. In tako se je tudi res zgodilo. Tako da človek ne ve, on je bil član katoliške akcije, ampak izredno pomirjujoč. Deloval je pozitivno na ljudi, ne da bi še mi sebe pa se bali, ampak bodite korajžen, vse bo šlo. In res so nas mlade septembra, oziroma konca avgusta spustili. Tako da imam jaz na njega izredno lepe spomine. Je bil pa zelo prizadet, oziroma ko smo se vračali, je veliko mislil tudi na svoje drage doma.
Spominjam se posebej 2 sester in pa tudi svojega brata. On je izgubil tudi tega brata, Staneta, ki sta si pomagala v Kranju, so nas mladi naučili, njega, Staneta pa naprej v eno četo poznali in tega ta se ni vrnil. Torej, potem tudi to njegovo življenje, potem ste pa tako lepo pisali, da jaz lahko neham. Hvala. Imam pa, a mogoče vidva v knjigi kaj pogrešata? Ja, dobro. Drugi del. Ja, potem, ja. Drugi del. Jaz moram priznati, da ena stvar pogrešam, pa ne vem, nisem gospodom Pibernikom govoril, itak sem rokopis prvič prejel že, ko ni bilo nobenega. Družina. Namreč, gospod Lidijo omenja na nekaj mestih, ne? Ampak jaz sem vedno, če si dovolim, ne zdaj ta vstop, jaz sem vedno njiju dva videl kot neko enoto, ne? Če je bil gospod Anton mož neuklonljivih ramen, je bila gospa Lidija žena neuklonljivega duha. In skupaj sta bila neuklonljiv par. In jaz si upam trditi ob zaključku tega pogovora, da sta ona dva par, ki je za slovensko demokracijo naredil največ kot par. Ne? Jaz ne poznam v slovenskem prostoru zakonskega para, ki bi naredil toliko in na tak način, kot sta naredila ona dva. In zaradi tega smo vsi in pri nas pri založbi veseli, da je ta knjiga išla, da mogoče ta družinski del malce manjka, ki ga mogoče on ni hotel poudarjati, ni bo te sorte človek. Ne? Sem pa vesel, da smo mi ob 60-letnici njune poroke v družini objavili en intervju, ker smo pa malce pokazali na to, kako je njuna vzajemna ljubezen. Trdnost v veri, pa trdnost v tem družinskem okolju, v bistvu to je bil njun vzajemno ščitenje hrbta. Zato sem tudi vprašal prej, kdo mu je ščitil hrbet. Gospa Lidija mu je ščitila hrbet in zato je vse to uspelo tako, kot je uspelo. Dobro, zaključek sem si malo sam vzel, mogoče, če imate vidva še kakšno zaključno misel ob knjigi, ob tem vsem, kar sporoča njegova oseba, njegova zgodba. Jaz bi rada samo mogoče nekaj povedala čisto osebnega. V svoji službeni karieri sem imela kar nekaj šefov. Edini moj šef, s katerim sem se srečevala po njegovi upokojitvi, do njegove smrti, je bil gospod Drobnič. Torej, sama pa še en kolega pa 2 kolegici smo se z njim dobivali redno na kavi v Plavi laguni. Potem, ko je bil že precej opešan, ko ni mogel več sam priti, da ga je Mateja pripeljala z vozičkom v kavarno in smo tam sedeli in klepetali. Pol na koncu, ko ni mogel več v kavarno, smo prišli k njemu domov. Torej, to pove vse o tem, kakšen človek je bil. Da 20 let po njegovi upokojitvi skoraj, še vedno smo mi želeli, ne samo on, mi smo želeli vzdrževati stike z njim, pomeni, da takega predstojnika si lahko vsak samo želi. Ker je bil, se pravi, meni je bil tudi delno, čeprav sem imela svojega očeta in sem ga imela zelo rada, on tudi nekako taka vzporedna očetovska figura. Torej, človek res z izredno človeško toplino in ko je umrl, smo ga vsi in ga še danes res pogrešamo. Ena izmed njegovih zanimivih lastnosti, ki je redka človeška lastnost, je, da ko je on predal, je predal. Bil je na razpolago, zdaj, če si predstavljate, ne, med nama je pravzaprav ena generacija vmes. In ko je on predal predsedstvo Nove slovenske zaveze, je povedal, pa kaj pokličte, je rekel. Ne. In nikoli ni sugeriral, dajmo tako, dajmo uno. Ko se je on umaknil, se je umaknil. Bil je pa na razpolago, jaz sem ga velikokrat kaj poklical, pa sva se pogovarjali o tem, ja, pa smo kaj poslal za prebrati ali pa kaj tacga, pa je nazaj dal pripombe. Ni rekel, jaz bi tako naredil, jaz bi uno, jaz bi to, ampak a ste o tem premislili, a ste tole pogledali, kaj pa če bi še tole prebrali, pa je bilo naprej. Naredite,
kar videjte. Pa je prišel na sestanek, pa se je mirno zraven usedel, pa čakal, pa če je že smatral kaj, smo mu dali besedo, ne da bi on prosil, ne? Ampak zato, ker se je zdelo nam, da ima nekaj pametnega zapovedati in je tudi povedal. Ampak to je ena izmed takih lastnosti, kjer je pravzaprav sam bil prisiljen iskati naslednika, ne? Kot je rekel, niso me spustili, dokler nisem najdel enega, ki bo to prevzel, in drugo, ko je predal, ni še mal držal za tisti pluk, in to je veličina. Tukaj gre za neko človeško lastnost, ki je zelo, zelo velikega duha in tudi ena veličina, ki daje vedeti, da pravzaprav je bil dober voditelj. In zato se jaz predstavljam, da on tudi v družini ni veliko govoril, tudi če bi ga gospod Pibernik na to temo kaj dost spraševal, ker ni hotel pamet soliti. Vsaj jaz si tako predstavljam. Nima nobenih podatkov, kaj in kako je bilo, ker znotraj družine, ampak predstavljam si, da ni hotel pamet soliti. In da bi vsako tako stvar smatral, se že vtikam in že nekam silam in že nekaj tlačem nekam, kar bo, pa bo. To je velika, velika, velika lastnost. Bomo kar zaključili s temi mislimi. Res zahvaljujem se vsem, da ste prišli, zlasti otrokom Antona Drobniča. Vsi štirje so tukaj. Res počaščeni smo, da ste prišli, tudi počaščeni, da smo smeli to izdati pri založbi. Knjiga je tudi zadaj na voljo za nakup. Danes mislim, da celo nekoliko ugodneje, kot je sicer cena gor napisana. Iskreno se zahvaljujem obema sogovornikoma. Upam, da smo odstrli nekaj tega, kar sta ona dva sama doživljala, kar je gospod Drobnič gospodu Piberniku skozi pogovore zaupal. Knjiga pa vsebuje res, verjemite mi, še ogromno zanimivih spominov, ki so pisani duhovito, nič zamerljivo, res mislim, prav štosira se na par mestih, kako je, ne vem, v Rajnbelu delal tesarska dela z gospodom Štrbenkom. Ne to, ker res poznam te kraje, ker sem s Kočevskega, se prav, mislim, res zanimivo. No, tako da priporočam branje in hvala še enkrat vsem, da ste prišli in lahko noč.